V današnji oddaji Slovenci po svetu bomo najprej govorili o simpoziju na temo problematika manjšin v lokalnem okolju v luči evropeizacije, ki je bil v začetku junija v Moravskih Toplicah. Gre za projekt Evropske unije, ki je združil in povezal 152 mednarodnih udeležencev iz slovaškega mesta Šamorín, iz srbske Bačke Topole, Monoštra na Madžarskem in Moravskih Toplic. Različne dejavnosti so trajale 3 dni. Najpomembnejša pa je bila okrogla miza, na kateri so govorili o manjšinski lokalni politiki in primerjali položaje manjšin v skladu z modelom Evropske unije in pobude skupne manjšinske politike. Sicer pa smo se o tem pogovarjali z nekaterimi udeleženci. Okroglo mizo, ki je v bistvu najbolj formalen dogodek v okviru projekta Problematika manjšin v lokalnem okolju v luči evropeizacije. Prijavitelj projekta je občina Moravske Toplice, izvaja pa se v okviru programa Evropa za državljane, akcija 1, ukrep 1.1. Program je kar 4-dnevni. Razlog za projekt je pa preprost, namreč območje občine Moravske Toplice se zaradi 5 dvojezičnih naselij uvršča med narodnostno mešano območje, se pravi, v teh 5 naseljih živijo tudi Madžari. In zaradi tega smo čisto preprosto povabili k sodelovanju države, ki prav tako imajo narodnostno mešano območje oziroma madžarsko narodnostno skupnost. Namen vsega je, da se podajo primeri oziroma da države partnerice primerjajo, kako manjšine sodelujejo, funkcionirajo pri njih doma in se potem primerja s stanjem v Evropi, zakonodajo, kar se tiče evropske direktive na tem področju, in potem primerjajo, kje so problemi, kje so skupne točke, kje so razhajanja. Seveda pa vsi stremimo k nekemu nadaljnjemu sodelovanju na tem področju, na področju narodnostnih manjšin, madžarske manjšine, in dejansko iščemo model, kako bomo vzpostavili dobre odnose in pa reševanje te problematike tudi v prihodnje. Kaj vse pa je bilo tukaj še zraven, mislimo na spremljajoči program? Poleg najbolj formalne okrogle mize je potekal tudi festival medkulturne izmenjave manjšin, v okviru katerega je potekal kulturni program. Tu so se predstavili projektni partnerji s svojo folkloro, ljudskimi plesi in pa drugimi kulturnimi vsebinami. Prav tako drugi del festivala pa je bil namenjen kulinarični popestritvi, namreč vsak projektni partner je zbral ekipo kuharjev, ki so kuhali enolončnico v 12-litrskem kotlu, seveda z madžarskimi začimbami. To je nenazadnje tudi pomembno za razvoj turizma tukaj v Moravskih Toplicah. Nenazadnje seveda, naš namen je tudi ravno na področju turizma vzpostaviti nadaljnje sodelovanje in pa prav tako izmenjavo izkušenj tudi na tem področju, vsekakor. Veste, mi smo začeli kot občina Moravske Toplice se malo bolj povezovati intenzivneje z drugimi državami na pobudo pravzaprav Hrvatov. Mesto Biograd na Moru nas je leta 2009, ko je bilo pri nas v Moravskih Toplicah svetovno prvenstvo v oranju, ki pravzaprav nima nič s tem, so takrat navezali stike z nami, predvsem zaradi razloga, ker so bili oni gostitelji potem 2 leti kasneje in nas povabili k sodelovanju. In to sodelovanje je preraslo potem pobratenje, ki se je zgodilo 9. maja 2010. In smo potem nekako od takrat naprej bili vedno z Biogradčani preko raznih projektov v povezavi in ti projekti, ki so jih Biogradčani prijavljali, so bili financirani strani Evrope za državljane. In smo potem seveda mi poiskali tudi možnosti, kako bi pa lahko mi koristili ta sredstva in se je zdaj nekako pokazala ena od možnosti. In smo v lanskem letu v okviru Evrope za državljane prijavili projekt, ki je obravnaval problematiko manjšin v lokalnem okolju v luči evropeizacije. Povabili smo še 3 države zraven, Monošter v naši sosednji Madžarski, kjer živijo tudi porabski Slovenci. Tule zdaj konkretno gre za projekt, kjer so ljudje v središču, se pravi ne gre za nobeno vlaganja v lokalno okolje, gre za delo z ljudmi, druženje in seveda predstavitev, kako ljudje v posameznem mestu, v posamezni državi živijo,
kot manjšine. Se pravi, manjšine so tiste različne manjšine. Mi imamo večino madžarskih manjšin danes prisotnih in slovensko manjšino na sosednjem Madžarskem. Tukaj v Prekmurju in na Goriškem je v zadnjem času kar veliko ljudi, ki prihajajo iz Evrope, iz drugih držav. Kako je s tem pri vas? Zdaj, če tako pregledam recimo ljudi, ki jih z našega okolja, recimo z naše občine, ki med drugim povedano ima 28 naselij, se pravi, smo kar razpršeni po ravninskem in goričkem delu, preštejem ljudi, ki jih poznam in ki izvirajo od nekod drugod. Zdaj, zanesljivo lahko povem, da imamo predstavnike iz sigurno vsake države, ki je sedaj samostojna, včasih bila del bivše Jugoslavije, se pravi, zanesljivo živijo vsaj po ena družina oziroma vsaj po en predstavnik držav naših sosed, se pravi države, ki so sosede Slovenije. Prav tako živijo predstavniki ogromno ljudi iz Anglije, namreč pred leti je bil trend, da so se Angleži začeli preseljevati v to naše lokalno okolje, kupovali so tu nepremičnine in sedaj tudi nekaj teh živi prav tu. Vemo, da imamo med nami Nizozemce. Vemo pa tudi, da imamo med nami gospo, ki sicer občasno biva tu, ampak biva, ki je celo iz Kitajske. Poleg nje seveda imamo tudi ljudi, ki delajo pri nas iz tega okolja, se pravi iz Kitajske, tako da si upam trditi, Špance sem morda pozabila, upam si trditi, da če bi pa napravili en zbor vseh teh ljudi, ki živijo, bi se verjetno tam proti 20 držav našli predstavniki. Tudi vi ste povezani z Nizozemcem. Kakšna pa je bila zgodba vašega soproga? Njegova mama je bila iz Slovenije, je tako, in je živela na Nizozemskem? Ja, moja žal že pokojna tašča je živela pravzaprav od svoje mladosti naprej cel čas na Nizozemskem. Šla je seveda na Nizozemsko tako kot mnogi, najprej samo za določen čas, se pravi kot študentka, takoj po končani šoli, da bo mesec ali dva delala v jugoslovanskem predstavništvu, takrat še turističnem, na Nizozemskem v Amsterdamu, in seveda tam našla ljubezen in ostala celo življenje. Sicer se je redno vračala, svojo družino, seveda tiste dopuste poletne. Zgodilo se je pa to, da se pravi, najprej bi jo pa res dala za tak svetel zgled, kar se tiče jezika. Ona je pri svojih 75 letih, se pravi celo življenje, kar je živela na Nizozemskem, tekoče govorila tako knjižno slovenščino, kot tudi prekmurščino. Se pravi oboje, in ona je v trenutku lahko priklopila iz tiste pravilne nizozemščine, ki je prav tako govorila brezhibno, se pravi se je naučila, v slovenščino ali v dialekt. Veste, usoda je tak, usoda se s človekom poigra, in tako kot je ona našla ljubezen na Nizozemskem, se poročila z Nizozemcem, tako se je njen sin pač vrnil nazaj v njeno lokalno okolje. Pravzaprav živi recimo 5 kilometrov sedaj v stran od njenega rojstnega kraja in se je nazaj priženil k nam v Slovenijo, se takoj preselil pravzaprav sem in se vklopil v to lokalno okolje in sedaj tukaj živimo z družino, se pravi z otrocmi. Prav tako pa je recimo morda tudi zanimivo, da se je tast, ki je pa Nizozemec brez slovenskih korenin, takoj, ko nje ni bilo več, odločil in se preselil k nam v Slovenijo, in pravzaprav bi lahko rekli, da je tako dober ambasador Slovenije in promotor in jo hvali na vsakem možnem načinu v stiku z svojimi bivšimi sosedi, tako da so sosedje kar vzeli za svoj reden cilj svojega popotovanja našo Slovenijo. V naših oddajah bolj malo govorimo o porabskih Slovencih in zato bomo zdaj dali besedo Jožetu Hernoku, predsedniku Zveze Slovencev na Madžarskem, ki bo spregovoril o nekaterih vprašanjih in problemih povezanih s slovensko skupnostjo v Monoštru in drugih krajih Porabja, kjer živijo Slovenci. Seveda so takšne srečanja zelo pomembna glede tega, da spoznamo drug drugega, naprimer seveda spoznamo, kako
kako živijo manjšine, na primer v Srbiji, na Slovaškem. Seveda imamo malo več informacij o tem, kako živijo Madžari v Sloveniji, saj z njimi že vrsto let sodelujemo. Mislim, da je vsekako dobro, da se izmenjamo informacije. No, mi smo seveda predstavili naše probleme, naše uspehe, v glavnem to, kaj delajo na Madžarskem Slovenci in naše institucije. Kako pravzaprav delujete ta čas v Monoštru, pa v drugih vaseh in mestih, kjer živijo, uporabljajo Slovenci? Okrog 5000 naj bi jih bilo, čeprav so uradne statistike nekoliko manjše. Na Madžarskem trenutno imamo 2 krovni organizaciji. Leta 1990 smo ustanovili Zvezo Slovencev na Madžarskem. To je prva organizacija, potem na podlagi narodnostnega zakona, kar je Madžarski parlament sprejel 1993. leta, smo potem ustanovili lokalne manjšinske samouprave in potem državno slovensko samoupravo. Tako imamo 2 krovni organizaciji, seveda še razne društva in seveda kulturne skupine in še medije, imamo časopis, imamo radio, imamo tudi televizijsko oddajo. Mislim, da smo na medijskem področju koliko toliko dobro pokriti. Kaj pa same številke okrog ljudskega štetja? Kaj so te pokazale? No, zadnje ljudske štetje je pokazalo, oziroma številke so pokazali to, da na Madžarskem se je za nekaj procentov zmanjšalo število, ki so se izjavili za Slovence, ampak zelo je razveseljivo to, da na primer v Železni županiji, kjer živi večina Slovencev, tam se je pa povečalo za 3%. Mislim, da je to normalno, saj Slovenci, ki živijo v Porabju, so blizu Slovenije, v Porabju delajo naše institucije, naša društva, torej tu se je povečalo. Ampak seveda tisti Slovenci, oziroma med tistimi Slovenci, ki živijo v diaspori, na primer v Budimpešti ali v Mosonmagyarovaru, tam je malo večja asimilacija. Prej ste mi povedali v pogovoru, da ste s kulturnim dogajanjem pa zadovoljni. Kako je s tem? No, mislim, da če upoštevamo to, da v Monoštru je 7 vasi, plus pa seveda Monošter in imamo več kot 10 kulturnih skupin, jaz mislim, da smo s tem lahko zadovoljni. Naše kulturne skupine imajo letno več kot 100 nastopov, pri nas na Madžarskem, tudi v Sloveniji, tudi v zamejstvu. V skupinah dela približno 150 aktivnih članov, med njimi seveda tudi mladi, in mislim, da je to zelo pozitivno glede na prihodnost. Prihodnost je odvisna tudi od znanja slovenskega jezika. Kako pa je s tem? No, mislim, da smo tudi tukaj dosegli napredek, saj kljub temu, da so na Madžarskem lani pač podržavili šole na Madžarskem, so pa pač pustili za samouprave, da lahko prevzamejo šole v svoje upravljanje. To se je zgodilo tudi pri nas na Madžarskem, v Porabju, in tako je prevzela naše šole na Gornjem Seniku in v Števanovci državna slovenska samouprava. Pred leti smo lahko tudi v Sloveniji slišali, da ste imeli v Porabju kar precej težav s župnikom, ki je bil v bližini Szombathelyja, in pa z eno izmed lokalnih cest. Kako je zdaj s tem? No, mislim, kar se tiče verskega področja, tu smo nazadovali, vsaj v tem smislu, da smo imeli enega mladega slovenskega župnika, ki je 9 let služboval v naših vaseh, ampak ga je pred nekaj leti szombathelyjski škof premestil v eno madžarsko vas blizu Szombathelyja. Torej, mislim, da je tukaj cerkev in škof naredil veliko napako. Se je premestil edinega slovenskega župnika v Porabju.
Kaj se pa tiče ceste med Gornjim Senikom in Verico, za to cesto smo se borili kar nekaj let, ampak na srečo smo na začetku letu lahko predali svojemu namenu. Hoteli smo poslance v madžarski parlament, saj je bila to prva obljuba, da bomo dobili svojega poslanca, ampak žal za poslance bi rabili približno 15.000 glasov, nas je samo 5.000, tako smo pa dobili zagovornika. Seveda to ni isto, oziroma skoraj isto kot poslanec, edino to, da nima volilno pravico. Mislim, da je to tudi velik napredek in seveda upamo, da bomo tudi s pomočjo zagovornika oziroma v našem primeru s pomočjo zagovornico dosegli določene rezultate. V zadnjem času posvečajo tudi na Madžarskem več pozornosti manjšinam, kot je bil to primer pred časom. To velja tudi za slovensko skupnost, ki je ena izmed 13 v sosednji državi. In kaj o tem pravi zastopnica slovenske manjšine v madžarskem parlamentu Erika Krileš-Kiš? Zastopam torej prvovrstno našo narodnost v madžarskem parlamentu kot zagovornica. Vsekakor se bom trudila na tem, da se naši položaji z leta v leto izboljšajo. Seveda imam tiste konkretne točke, katere me najbolj skrbijo. To je ohranjanje jezika. To pomeni, da zagotoviti tisto vsoto za naše šole, iz katere vsote lahko mirno delajo, lahko svojo vzgojno-izobraževalno delo pravilno opravljajo in da to nam madžarska država, v kateri državi živimo, finančno vsako leto v pravem času določi. Seveda še kakšne druge inštitucije, organizacije. Če bi lahko v enem stavku to določila, skrbeti se, da Slovenci na Madžarskem ostanejo še vrsto let, še več tisoč let, če bo še več tisoč let življenja na svetu. Te dni praznujemo v Sloveniji dan državnosti. To velja tudi za nekatere prekomorske države, ki so veliko prispevale k priznanju naše republike v letu 1991. Tokrat bo o tistih časih spregovoril nekdanji častni konzul Republike Slovenije v Avstraliji Alfred Brežnik. Veste, to je pa občutek, ki ga ne bom nikoli v življenju pozabil. Če samo iz tistega, jaz sem bil delegat na slovenskem kongresu v Ljubljani in takrat je bil slovenski svetovni kongres. In recimo večera, ko je bilo na Trgu Republike ta velik dogodek, ko je šla ena zastava dol z prejšnjim simbolom in nova gor, tista velika, dolga zastava in slovenska himna in govor gospoda Kučana, takratnega predsednika in ostalih. In veste, človek, kar narodno mi je bilo, ko se nisem mogel zadržati solz, pa ogledal naokrog, pa sem videl druge kolege in še starejše, da so imeli ravno tako solze v očeh in potem sem rekel, no, se imamo vsi. To so bili občutki, ki jih ni. Posebej občutek še pa naslednji dan v parlamentu, kjer je bilo razglašeno 26. junija, v parlamentu razglašena samostalna slovenska država. Veliko čast mi je, da sem imel povabilo takratnega predsednika parlamenta, dr. Bučarja, da sem bil prisoten pri tem velikem dogodku. Torej, nepozabno. Ko sem postal častni konzul, nisem vedel, kaj je moje delo. In tako sem takrat skupaj z gospodom Dušanom Lajoncem, ki je postal častni konzul za Novo Zelandijo, smo bila sprejeta pri protokolu, slovenskem protokolu in smo vam nekaj malega povedali. Seveda, v glavnem smo morali, ampak eksekatura piše, kaj je pomoč Slovencem, pomoč za razvijanje slovenske poslovno razvijati to, potem tudi pomagati državi in prepoznavnost in tako naprej na tem področju. Pa tudi potne liste ste začeli deliti Slovence, ne? Tudi potne liste, no vse, torej
Pri meni, sem pokrival v prvih mesecih tudi pozneje absolutno vse, kar delajo tudi poklicni. Torej, razlika med mano je, jaz delam 8 ur na dan v tem konzulatu in je zelo poznan v Avstraliji, zato ker je edini. Ne? In mi smo v državi, zvezdnih držav New South Wales, zelo prepoznavni in tako ni to samo delo za Slovence, s Slovenci. Tukaj je delo v konzularnem zboru, ker imaš odgovornosti, potem smo člani Europe Australian Business Council, kar je tudi pomembno, da smo Slovenci tam prepoznavni in tako takšnih stvari je cel kup. Za konec še nekaj o vašem podjetništvu. Že kar lep čas imate firmo, ki ima v imenu tudi Emona. Kaj pravzaprav proizvajate, s čim se ukvarjate? Ja, naša Emona, registriral sem jo že 72 leta, prišla je pa, zakaj Emona, čisto enostavno, ker se ukvarjamo z električnimi in elektronskimi napravami. In ime Emona se začne z E in je lahko za izgovoriti in tudi meni nekaj pomeni. No in tako smo potem formalno začeli z Emona Instruments leta 1978. Smo že zdaj 32 let stari. Ukvarjamo se z merilnimi napravami, z izobraževalnim aparaturami in napravami za tehnične šole in univerze. In tako poleg tega, da predstavljamo podjetja iz mnogih držav sveta, iz Amerike, Anglije, Japonske, vse pa so tako naprej, tudi Slovenija, Metrel, imamo tudi svoje produkte, ki so pod znamko Teams. To je modularni sistem, ki v laboratoriju se študenti na univerzah učijo telekomunikacije res, kot se reče po angleško, hands-on. To niso aparature za simulacijo, kot so bili takrat, ker študent diplomira in ni nikoli se praktično ukvarjal. Tukaj je modularni sistem, kjer ko ste na tem področju, recimo, da vzamemo to, kar sem se jaz učil še na srednji tehnični, amplitudna modulacija, frekvenčna modulacija, to se vse to študent lahko tukaj dela. Mi danes so digital signal processing in tako naprej. Na tem področju, lahko rečem, se pobaham, na tej niši smo prvi na svetu. In imamo svoje in prodajamo po celem svetu, podružnico v Ameriki, kjer smo prisotni na preko 130 univerzah. Tudi v Ljubljani smo prisotni. Za konec oddaje pa si poglejmo zapis o obisku naših zdomcev iz Slovenskega kulturnega in športnega društva Kajuh v Ebersbachu pri športnih prijateljih iz Maribora. Tu so namreč pripravili že tradicionalno tekmovanje v kegljanju, ki je samo ena od oblik povezovanja med zdomci in Mariborčani. Mi keglamo že 11 let skupaj in prijemo domov samo zaradi tega, da se družimo. Ni važno, kje je zmaga, to sploh ni interesantna zmaga. Da se družimo, da imamo prijatelje, ko prijemo na dopuste, pa na naše praznike, le gremo drug drugemu, pomagamo drug drugemu, izmenjamo mnenja, težave, dobre stvari, nasmejimo se. To je naš cilj našega kluba Kajuha iz Ebersbacha pri Stuttgartu. Ali vas tudi oni obiščejo v Nemčiji? Ja, tudi oni obiščejo na vseh naših prireditvah, ko imamo november, to so novemberske prireditve, a so to obletnica, so to martinovanje ali nekaj podobnega. Pridejo, že tujejo se, gor keglamo, pol povratne tekme, največji del, da se družimo. Vi ste tudi predsednik društva Kajuh, pa nam povejte, velik jubilej se bliža, 35 let ste že nekako aktivni. Kaj bi lahko rekli za to obdobje? Ste dosegli tisto, kar ste želeli v vsem tem času? Ja, res je, klub ima letos 35. obletnico Kajuha. Jaz mislim, da je ta klub eden majhnih klubov, ali je zelo močen klub, moralno, politično, finančno je vedno bil dober. Vidite, na primer, naš klub je včeraj šel 100 km iz Maribora ravno na Koroškem, ki je bila promocija za Tina Maze, prva znamka poštna, in mi smo bili tam prisotni, županka Črna je bila zelo zadovoljna in mi smo žrtvovali ti 100 km, pa smo se z busom odpeljali v Črno in seveda dali en del naši najbolj popularni in najboljši športniki vseh časov. Ja, jaz bi rekel, da vodilo je na samem začetku, ko smo se spoznali
In potem tisto druženje, ko smo videli, da so to res ljudje prijazni, dobrodošli in tako je potem nastalo to druženje in zdaj vsakoletno je to med nami. Tam smo zelo dobro sprejeti, kajti ko nas pričakajo veselje, potem kegljanje in vse druženje, vse pravim, ljudje na pravem mestu. Ko smo skupaj, niso važni rezultati, samo da se keglja, da se družimo in smo veseli skupaj. Slučajno smo prišli do tega, da smo se začeli družiti in je veselje, ko pridejo gor, oni, ko mi dol gremo, vedno je pravo druženje. Kako pa je samim športom med vami, rojaki, zdomci v Nemčiji? Je zanimanje za športne dejavnosti v klubih, v društvih? Ja, to, kaj nas je malo starejši, še ja, mladih pa ni dosti več, tako da se to zmanjšuje, da bo vedno manj tega. Ni časa, ljudje delajo in tako da se ne prideš zraven tako, da bi se... Koliko so na veselice gremo enih drugim, ko imamo stalno veselice goriti, drugače pa tako je pa bolj malo že vse skupaj. Kakšna pa je bila vaša usoda, koliko časa ste že v Nemčiji, zakaj ste šli v Nemčijo in kje delate? Jaz sem šla v Nemčijo, ker sem se poročila. Mož je že bil v Nemčiji takrat, delam v Ebersbachu, v eni tovarni, gobo proizvajamo. Sem že gori 34 let, letos pa se vračam nazaj. Mož je prišel do penzije, jaz sem se odločila, da bom nehala, ker bi mogla še predolgo delati, tako da se letos avgusta vračamo nazaj. In kakšna je vaša bodočnost? Se boste vrnili v Slovenijo, v domovino? Jaz imam hišo, imam stanovanje, ampak otroci mi živijo gor v Nemčiji in po vsej verjetnosti, odkar sem ostal sam, ker mi je umrla žena, se ne bom vračal. In kakšen je zdaj položaj v Nemčiji? Tam ni takšne krize kot v Sloveniji? Ja, Nemci so naredili pravočasno tisto njihovo reformo, katera pri nas danes manjka in to se je z njim tudi zelo jih je obdarovalo s tem. Tako, naša oddaja Slovenci po svetu je sklenjena. V prihodnji bomo pripravili več reportaž in pogovorov z izseljenci in zdomci, ki bodo prišli na srečanje Dobrodošli doma. To bo v začetku julija v Škofji Loki.